Drage vzgojiteljice, lepo pozdravljene. Sem Marta Macedoni Lukšič, razvojna pediatrinja. Prihajam iz Inštituta za avtizem Ljubljana. Moj prispevek na temo zdravje v vrtcu bo govora o posebnih otrocih, ki sem prepričana, so vam velikokrat v izziv, kot tudi je vrtec izziv tem otrokom. Sama se v zadnjih 16-17 letih ukvarjam predvsem z otroki z avtizmom, vendar danes ne bo prav posebej govora o teh otrocih, ampak lahko rečem, da sem se v času obravnave teh otrok in njihovih družin veliko naučila o vseh otrocih s posebnimi potrebami. Mislim, da je veliko tem, ki se prekrivajo, ki so skupne tem posebnežem. Tako da sem prepričana, da bodo te teme vam na nek način v pomoč pri vseh teh otrocih, ki jih imate pravzaprav čedalje več. Zdaj bom kar delila zaslon. Tako, se pravi, tema posebni otroci v vrtcu. Kot rečeno, je veliko izzivov za te otroke, ko pridejo v vrtec. Tukaj naštevam nekaj glavnih področij teh izzivov, in sicer socializacija, potem senzorna obremenitev, skrb zase, samostojnost, tako imenovano prilagoditveno vedenje, kot mu rečemo. In seveda veliko izzivov za vas vzgojiteljice, od tega, da običajno nimate znanja dovolj na področju obravnave teh otrok oziroma vzgajanja in izobraževanja posebnežev, potem da še vedno so v vrtcih relativno velike skupine, da imate različne otroke s posebnimi potrebami, da v realnosti imate neke organizacijske in kadrovske možnosti, ki vas gotovo zamejujejo v tem, kar bi morda želele narediti, tudi če bi znale. In pa seveda eno posebno področje, ki mislim, da je velik izziv za vse, ki se ukvarjamo s temi otroki, so njihovi starši oziroma družine. In zdaj bom skozi moje predavanje šla čez ta področja, ki sem jih tukaj navedla. Zdaj, sama socializacija. Seveda socializacija se začne, razvoj socializacije že, ko je otrok pravzaprav v maternici. Zdaj, kako pa potem poteka naprej? Če pogledamo širše, gre za razvoj tako imenovane čustvene inteligentnosti, gre za razvoj socialne inteligentnosti, ki je, kot tukaj navajam, neka socialna zavest, vedenje o tem, kako socialni svet deluje in tudi seveda, kako upravljamo z odnosi z drugimi. Sama čustvena inteligentnost pa bolj zavest o sebi in upravljanje sebe oziroma svojih čustvenih stanj, ki pravzaprav so bistveno bolj pomembne za naše funkcioniranje, kot si običajno zamišljamo. Zdaj, kaj je, če pogledamo področje socializacije, kaj je pravzaprav v tem prvem letu najbolj pomembno? In to pravzaprav je tisto, kar se dogaja bistveno prej, preden vi dobite otroka v vrtec. Tako imenovana povezanost ali attachment po angleško je razvoj čustvenega odnosa. Najprej seveda s tistim, ki je z otrokom največ, to je običajno eden od staršev, običajno je to pri nas mama, predvsem v teh pogojih porodniškega dopusta enoletnega, so običajno v tem prvem obdobju otroci največ s svojimi mamami. In najprej otrok z nekom naveže to čustveno vez. Kaj sploh to pomeni? Pomeni, da ima otrok občutek, da so njegove potrebe zadovoljene, da je slišan, da je sprejet,
In vse to mu daje nek občutek varnosti. Ta občutek varnosti je izrednega pomena za celo njegovo življenje naprej in vpliva na to, kako bo vstopil v odnose z drugimi ljudmi. Se pravi, ta attachment, nekoliko kasneje se ga bomo še malo dotaknili, je tisti ključ oziroma najbolj pomembna osnova, na kateri se vse gradi. Kajti, če ima otrok občutek varnosti, potem pravzaprav druge stvari niso toliko pomembne. Če pa nima pa pravzaprav nobenega sidrišča, da bi se obdržal tudi takrat, ko pride do določenih stresnih situacij, frustracij, kot rečeno, nima ničesar, za kar bi se držal in obdržal. Drugo tako področje, ki je izredno pomembno na področju socialnega razvoja, je imitacija. Kot bomo videli tudi potem še naprej, imitacija je pravzaprav način, kako se mi učimo vsega. Otrok gleda in se uči. Zato je toliko pomembno, da je to tisto začetno socialno okolje čim bolj spodbudno, da so starši čim več z otrokom, da čim več pravzaprav komunicirajo z njim, da so v čim bolj tesnem stiku, tako da otrok ima pravzaprav te modele na vseh področjih, tako gibalnem, senzornem, emocionalnem, socialnem, po katerih se lahko potem uči. No, potem je eno vedenje, ki je izredno pomembno, ki se pojavi okrog 1. leta starosti, in sicer tako imenovana skupna vezana pozornost. Kaj zdaj to pomeni? Kot rečeno, je v tem prvem obdobju, ko se razvija ta zdrava povezanost med otrokom in staršem, gre za diadni sistem. Se pravi, tukaj je dvojica, sta dva. No, potem, ko gre otrok proti 1. letu, pa pride v tem razvoju do kvalitativne spremembe, ko začne otrok bistveno več komunicirati tudi navzven z okoljem okoli, z drugimi ljudmi, opazuje druge situacije, predmete, tudi pač živa bitja in tako naprej. In to začne deliti s tem, ki mu je najbližji. Se pravi, skupna vezana pozornost je neko vedenje, ko otrok ko sporoča svoj interes za druge ljudi, za druge predmete ali aktivnosti, temu svojemu najbližjemu. Najprej to začne sporočati preko pogleda, se pravi, pogleda stvar, ki mu je v interesu, in potem pogleda nazaj tega svojega, ali to starš, ali pač neki osebi, ki ji želi to sporočiti, svoj interes. Toliko časa to dela, dokler ta človek, ki mu želi to sporočiti, tudi sam ne pogleda in opazi ta njegov interes ali potrebo. To je izredno pomembno vedenje, ko se pravi otrok začne deliti svoj interes za okolico, za ta širši svet in ni več na nivoju zgolj zadovoljevanja svojih teh telesnih potreb. In na osnovi tega, te skupne vezane pozornosti, ki je najprej, kot rečeno, nebesedna, se pravi pogled, potem kazanje s prstom, najprej z roko, potem s prstom, in potem kot nadaljevanje tega vedenja se razvija govor. In kot nadaljevanje razvoja govora abstraktno mišljenje. In tukaj vidimo, če ne pride do te verige, razvojne verige, potem se pravi tudi ni kasnejše zdrave socializacije, zdravega emocionalnega razvoja, ki je eden od vidikov tega razvoja empatije, se pravi sposobnost, da se zmoremo vživljati v druge, da razumemo, kaj drugi čutijo, razmišljajo in seveda potem tudi pristopimo s tem vedenjem, ali ne samo, kadar kaj potrebujejo, ampak to pravzaprav sposobnost
vživljanja v druge je osnova vse naše komunikacije, kot bomo videli. Zdaj, drugo tako večje področje izzivov za otroke je senzorna integracija. Torej, tukaj na tem področju pride do velike razlike, ko gre otrok od doma iz nekega zanj bistveno bolj preprostega okolja, tako v smislu števila ljudi, ki so okrog njega, kot tudi držljajev, ki jim je podvržen. In veliko teh posebnih otrok ima prav na področju te senzorne integracije težave. Zdaj, malo se bomo tega dotaknili, zakaj je temu tako, kaj sploh je senzorna integracija, kaj na njo vpliva. V osnovi gre pa za to, da je to sposobnost, da se osredotočimo na pomembne držljaje, nepomembne pa utišamo. Torej, mi ves čas, naši možgani ves čas delajo to selekcijo, da se lahko osredotočimo na držljaje, ki so za nas pomembnejši. Se pravi, otrok oziroma oseba, ki tega ni sposobna, za njo bo preveč držljajev naenkrat prišlo do možganov in enostavno bodo lahko zaradi tega se najmanj, če rečem, neugodno, nelagodno počutili, lahko pa pride tudi do fizične bolečine zaradi tega tako imenovanega senzornega overloada. Zdaj, temu rečemo potem motnja v senzorni integraciji, o kateri bomo tudi malo več se pomenili, se pravi, ko gre pri otroku za ali pretirano občutljivost ali premajhno občutljivost na določene držljaje iz okolja, in to seveda pomembno vpliva na njihovo delovanje v vrtcu. Zdaj, ta senzorna integracija, kaj na to vpliva, je pa seveda ponovno velik vpliv primarnega okolja, pa ne samo primarnega okolja, ampak danes živimo v svetu, bom rekla, tega senzornega overloada. Mislim, da so podvrženi otroci že v maternici temu overloadu in je to neka težava današnjega časa, današnjega sveta. In zdaj seveda tisti otroci, ki morda imajo že neko osnovno večjo občutljivost za to, potem lahko razvijajo to motnjo v senzorni integraciji. Seveda ena od najbolj morda pomembnih dejavnikov trenutno našega življenja so zasloni. Vem, da o tem imate poseben prispevek dr. Vintarjeve, ki vam bo predstavila tudi smernice za uporabo zaslonov, ki so jo slovenski primarni pediatri razvili v lanskem letu in so bile tudi predstavljene na mnogih mestih. Tako, ampak vsem se bomo tudi mi nekoliko dotaknili zaslonov in vpliva na razvoj na različna področja. Tretje tako področje izziva pa je seveda skrb zase in samostojnost. Tudi tukaj vi že dobite otroka, ki do neke mere to že obvlada, je že to razvil in seveda je tukaj zelo pomembna odgovornost staršev. Ker vseeno kurikulum v rednih vrtcih ni namenjen primarno temu, bom rekla, učenju na področju skrbi zase, to je še vedno primarna skrb naj bi bila staršev. Ampak seveda, ko se bomo danes pogovarjali o družinah, o tem, kaj so spremembe v družinah, do katerih je prišlo v zadnjem času, bomo videli, da se je tudi tukaj zelo veliko spremenilo, da so danes različni vzgojni stili in morda bi celo rekla prevladujoč, tako imenovana stil permisivne vzgoje, da je bistveno manj učenja pravil in mej, bistveno manj strukture v današnjih družinah, kot je bilo morda pred desetletji, in da seveda prav posebej velja za te posebne otroke, da je to še bolj škodljivo za njih,
v smislu razvoja samostojnosti in skrbi zase. Tako da to je neki izziv za starše, ki imajo otroke s posebnimi potrebami. Namreč, če je otrok zdrav, bo tudi, če, bom rekla, so vzgojni stili bolj permisivni, bo nekako splezal skozi, bo razvil neke obrambne mehanizme, ampak problem pri otrocih s posebnimi potrebami pa je to, da teh obrambnih mehanizmov nimajo toliko in so bolj odvisni od nas, od vodenja strani staršev, vzgojiteljev, pač kdorkoli je z njimi. Zdaj, poleg permisivne vzgoje je problem tudi to, da so običajno pri otrocih s posebnimi potrebami starši bolj zaščitniški, kako se jim otroci smilijo, ne zahtevajo toliko od njih. Posebno pri otrocih, ki imajo določene telesne izzive, tudi vidim, da je to še večji problem, ali pri recimo starših, ki so težko prišli do svojega otroka, na primer starši, mame, ki zanosijo po metodi umetne oploditve. Ti starši so do svojih otrok še bolj zaščitniški in je to potem seveda velik izziv razvoj samostojnosti pri teh otrocih. Zdaj, zelo pomembno je seveda, da tako vzgojitelji kot starši uporabljate čim bolj enake strategije, zato jaz vedno spodbujam starše, ki prihajajo k meni v ambulanto, da čim več komunicirajo z vzgojitelji in vzgojiteljicami, da vejo, da jim vzgojitelji povejo, kako oni ravnajo, ker glejte, večinoma je tako, da so otroci v vrtcih bolj samostojni kot doma. Se pravi, to je zame znak, da otrok zmore, da pa seveda mora biti tudi v okolju nekdo, ki to pričakuje od otroka in tudi zahteva oziroma tudi potem pripelje otroka, tudi če seveda je posebna taktika in strategija, da ga pripelje do te veščine ali sposobnosti. Kar je še morda dodaten izziv pri otrocih s posebnimi potrebami je to, da je potrebna bistveno večja vztrajnost in konsistentnost pri učenju te skrbi zase, ker ti otroci sami po sebi ne bi šli po tej poti samostojnosti, kot običajno gre. Nek zdrav otrok, ki se normalno razvija, želi biti čim prej samostojen, želi čim prej sam vse opraviti, kar zmore in zna. Pri otrocih s posebnimi potrebami pa ni tako, tako da jih velikokrat moramo mi spodbujati in mi nekako voditi v to večjo samostojnost. Kaj je s to novodobno družino? Jaz imam velikokrat občutka, ko pripeljejo otroka v mojo ambulanto, da so starši izgubljeni. Kaj zdaj to pomeni, izgubljeni starši? To, da nekako ne vejo, kako bi otroka naučili kakšne veščine, kako bi ga vodili, kako bi ga, kaj je prav, kaj ni prav, kje bi postavili mejo, koliko je še prav, da izvajajo nek pritisk na otroka, koliko ni in tako naprej. Zelo nesigurni vase, negotovi starši. Zdaj, seveda niso kar tako padli taki starši z neba, do tega je pripeljalo naša kultura, naša družba, v kateri je prišlo v zadnjih desetletjih do enormnih sprememb. Jaz mislim, da je toliko sprememb, kolikor je prišlo recimo v zadnjih 30-50 letih v naši, recimo rečemo, zahodni družbi, toliko taka količina ali pa kvantiteta in kvaliteta teh sprememb, mislim, da nikoli prej v zgodovini ni bila tako močna. Tako da vse te spremembe so seveda imajo največji vpliv na najšibkejši člen. Gotovo so starši, otroci oziroma družine ene od najšibkejših členov, tudi zaradi svoje te čustvenega funkcioniranja, tako da seveda vse te spremembe vplivajo tako na področju spremembe na področju dela, spremembe na področju socialnega razvoja
čustvovanja in tako naprej vplivajo na starše, na družine in seveda na vzgajanje. Otroci s posebnimi potrebami so velik izziv za družino, tako da na tem področju imamo veliko enostarševskih družin, kar seveda še bolj šibi to opolnomočenje, ki ga starši lahko razvijajo. Veliko je priseljencev, naš inštitut ima ambulanto tako v Ljubljani kot v Mariboru in predvsem v Mariboru vidim še več teh socialnih stisk, ampak tudi v Ljubljani, kamor prihajajo na primer iz Primorske, tam je tudi veliko priseljencev iz bivših jugoslovanskih republik, predvsem iz Bosne in Makedonije. In seveda so ti starši potem še bolj izgubljeni. Prvič, ko pridejo v Slovenijo, ne znajo jezika, ne poznajo sistema, kako funkcionira zdravstvo, kako funkcionira šolstvo, nimajo nobene pametne socialne mreže. Če so predhodno že določeni člani tukaj, na primer očetje, ti samo delajo, si ne razvijajo neke socialne mreže in podpore, so brez podpore širše družine. Ta podpora širše družine je zelo pomembna, predvsem pri otrocih s posebnimi potrebami. Recimo pomen tega, da imajo starši podporo tudi svojih staršev ali sorojencev pri vzgajanju teh svojih posebnežev, je izrednega pomena. In tega seveda, če se priseliš iz nekega drugega okolja, tukaj nimaš. Velikokrat so to tudi bolj socialno ogrožene družine, ker običajno samo eden od staršev dela. In pa, kar je seveda še zelo pomembno pri teh družinah, je to, da gre za tako imenovani širši družinski fenotip. Pri otrocih s posebnimi potrebami običajno so določene genetske predispozicije, tudi če starš nima nekih sindromov, motenj prepoznanih, ampak vidimo, da vsi, ki se ukvarjamo s tem področjem, da je velikokrat imajo tudi ti starši določene posebnosti ali težave, in seveda tudi to vpliva potem na to, kako vzgajajo svoje otroke. Zdaj smo pri zaslonih. Zdaj vsi pediatri, jaz nisem primarna pediatrinja, se pravi, delam na že bolj specializiranem področju, ozkem področju, ampak lahko rečem, da vsi pediatri v zadnjih letih opažamo, kako pretirana uporaba zaslonov pomembno vpliva na razvoj otrok. Tako da to je kar, bom rekla, kar se mene tiče, zaskrbljujoče. Zdaj vedno tudi vprašam, kako je z uporabo zaslonov, predvsem pri otroku, ki ne govori dobro. Vidimo, da je brez dvoma pretirana uporaba zaslonov v tem obdobju, predvsem se pravi obdobje malčka, prvih 2-3 let, je izrednega pomena in izredno škodljivo vpliva na razvoj. Na več področjih in temu bomo potem zdaj malo posvetili več časa. Ampak ne gre samo za pretirano uporabo zaslonov pri otrocih, gre tudi za starše. Tako da so večkrat, vidimo zasloni zdaj kot varuška, lahko tudi kot pomoč pri hranjenju. Otroci, predvsem s posebnimi potrebami, imajo velikokrat težave pri hranjenju. In kot rečeno, ta pretirana uporaba pomembno vpliva prav na vsa področja razvoja. Torej, sem že omenila, da je imitacija ta bistven način učenja v človeški družbi, se pravi, otrok se uči z imitacijo, posnema. In zdaj seveda, če je pred zaslonom, posnema tisto, kar gleda na zaslonu. Seveda, če gleda 15 minut na dan, nima to bistvenega pomena oziroma bistvenega vpliva na njegov razvoj. Ampak seveda, če je pa 3 ure pred zasloni, je pa to že zelo pomembna
razlika in vidimo, da se velikokrat otroci prej naučijo, na primer angleškega jezika, lahko tudi kakega drugega tujega jezika, prej kot slovenskega, kot rečeno, imitirajo tisto, kar gledajo. Potem seveda za področje gibanja, otrok v tem prvem obdobju išče izkušnje, se pravi, vidimo že pri gibalno oviranih otrocih, koliko manj izkušenj dobijo, ker pač oni ne zmorejo, imajo kakšne težave, so, ne vem, otroci s cerebralno paralizo, imajo težave z gibanjem, koliko manj izkušenj dobijo in kako to vpliva na njihovo tako imenovano in senzorno integracijo in na potem tudi na duševni razvoj. Potem področje senzorne integracije, se pravi to, da je otrok pred zaslonom, kjer ima toliko in toliko teh držljajev, svetlobnih, zvočnih in tako naprej. Kajti vse te programe se dela tako, da bi otroka pritegnili k zaslonu, pritegnejo ga predvsem s temi senzornimi efekti, in tudi zaradi tega potem otrok druge stvari ne opaža oziroma ga ne zanimajo toliko kot tisti zaslon, pred katerega je potem prikovan. Vpliv na razvoj čustvovanja. Kot smo rekli, bistveno področje tega razvoja v prvem letu in potem seveda tudi kasneje je navezanost. Kako lahko razvija neko normalno zdravo navezanost staršem, če je več ur pred zasloni. In pa seveda, kot rečeno, vse te stvari tudi na področje socializacije. Se pravi, še posebno, kot sem rekla, sta pomembni prvi 2 leti. Zaradi česa? V tem obdobju je tako imenovana plastičnost možganov največja. Se pravi, v tem času se naši možgani intenzivno spreminjajo in sicer na osnovi izkušenj, ki jih otrok dobi. Samo število možganskih celic se ne spreminja. Večina teh celic je tako, kot mora biti, postavljenih na določeno mesto ob rojstvu. Kaj pa se potem po rojstvu spreminja? Spreminjajo se povezave med živčnimi celicami, tako imenovani kontakti, sinapse. Te sinapse intenzivno rastejo in se razvijajo po rojstvu na osnovi izkušenj. Določene tudi propadajo. Mi se rodimo z nekim naborom in je potem odvisno od našega okolja, kako se oblikuje, tako imenovani shaping v razvoju možganov. Zato je toliko pomembno, da ne moremo bolj tega poudariti, kakšno izkušnjo otrok dobi v tem zgodnjem obdobju. Se pravi, v tem obdobju so možgani še posebej občutljivi in hitreje reagirajo na izkušnje in učenje. Če je otrok pred zaslonom oziroma v nekem nespodbudnem okolju, kjer nima te čustvene varnosti, kjer nima možnost dobiti teh izkušenj, ki so tako pomembne za nadaljnji razvoj, potem je seveda zelo prikrajšan. No, na sliki, kako se razvijajo te sinapse, vidimo, kako ob rojstvu in kako narašča število teh sinaps, potem do 2 let, potem pa, kot rečeno, določene sinapse tudi propadajo oziroma jih ni več na osnovi, se pravi, če jih ne potrebujemo. En tak primer je na primer razvoj jezika. Mi imamo v tem začetnem obdobju pluripotentno sposobnost se učiti različnih jezikov svetovnih. Mi vemo, da določeni glasovi so v neki kitajščini, japonščini popolnoma drugačni kot v našem jeziku. In če ne uporabljamo tega jezika, če ne poslušamo tega jezika, se potem teh povezav ne potrebujemo in tako imenovano propadajo. Se pravi, normalni razvoj možganov ni monolog, ampak dialog. Dialog, se pravi, ta izkušnja določa, katere te povezave med možganskimi celicami bodo preživele in katere ne.
In seveda je tukaj pomen tako imenovane genetske informacije, kot tudi zgodnjih okoljskih dejavnikov. Nikoli samo enega. Tudi otrok ima določeno genetsko motnjo, pride v neko zgodnjo okolje, družine in potem predšolskih programov, ki tudi vplivajo na to, kako bo določene sposobnosti razvil. Zdaj, mehanizem za učenje na osnovi izkušenj poteka preko epigenetike. V to se ne bomo danes bolj poglabljali, ampak pomembno je, da vemo, da tudi ta izkušnja pride v neko genetsko informacijo in se lahko celo tudi prenaša naprej na naslednje generacije. Zdaj, če govorimo o učenju, načinu učenja otroka, se pravi, eno je tako imenovano perceptualno učenje, se pravi, to je proces, s katerim se skozi izkušnje razvija sposobnost senzornega sistema, da odgovori na dražljaje, in tukaj je zelo pomembna količina informacij za normalno senzorno integracijo. Se pravi, če je teh informacij v tem zgodnjem obdobju prvih mesecev, prvega leta ali pa prvih 2 let preveč, potem se ne bo prišlo do neke normalne senzorne integracije. In kot rečeno, zasloni zelo vplivajo na to senzorno učenje, ker so tako narejeni, tudi programi tako narejeni, da pritegnejo otroka s temi senzornimi učinki in otrok ne vidi drugega. Tudi, veste, velikokrat starši pravijo, ja, sej, mi imamo ves čas televizijo prižgano, ampak otrok itak ne gleda. Glejte, ves čas posluša. In če posluša tisto, kar prihaja s televizije, ne sliši starša. Koliko imamo teh otrok, ki znajo angleško prej in bistveno bolj govoriti kot slovenščino. Nekje se morajo to naučiti. In, veste, imam velikokrat otroke v ambulanti, ki so pred zasloni že v prvem letu po več ur dnevno. Tukaj je socialno učenje, ki temelji na vplivih in izkušnjah iz okolja, in tukaj, kot smo rekli, je imitacija, posnemanje tisto, ki je osnovno za vsa področja razvoja, se pravi, otrok posnema, zato je enako pomembno ali pa še bistveno bolj kot to, kar govorimo, ker otrok gleda tudi, kako se obnašamo, kako se gibamo, kako reagiramo na določene situacije, vse to se zrcali v njihovih možganih preko tako imenovanih zrcalnih nevronov. In pomembno je, da otroci ne opazujejo samo rezultata, ki nastane recimo kot rezultat neke naše aktivnosti, dejavnosti, ampak sam proces je pomemben. No, in ti zrcalni nevroni so bili odkriti v poznih 90-ih letih, najprej na opicah. Zakaj gre pri teh nevronih? Torej, to je skupina nevronov, ki se vzdraži ne samo, ko recimo opica izvaja določeno aktivnost, ampak tudi, ko pri tem opazuje drugega. Se pravi, isti nevronski vzorec, ki se vzdraži v naših možganih, ko nekaj delamo, se vzdraži, ko samo opazujemo nekoga, ko to dela. In najprej so jih odkrili pri opicah, potem pa so jih odkrili tudi pri ljudeh. In celo na vseh področjih, ne samo na področju gibanja, ampak tudi na drugih področjih razvoja. Senzorike, emocionalnega razvoja in tako naprej. Skratka, tukaj je samo važno to, da se otrok uči s posnemanjem in imamo v možganih mehanizem, ki odrazi ta vzorec, ki ga samo gleda otrok, in ki je zelo podoben kot tisti, ki ga potem ima, ko tudi sam naredi to določeno aktivnost. Se pravi, otrok se uči hoditi, še preden začne hoditi. Otrok opazuje starša in ima že to aktivirano nevronsko mrežo za hojo, še preden začne hoditi. Zdaj, zakaj imamo
v možganih ta mehanizem, zato da smo pripravljeni, tako imenovana anticipacija. Če si ti pripravljen in imaš že do določene mere aktivirano neko nevronsko mrežo, bo bistveno lažje potem karkoli narediti. Ko bo dejansko prišlo do tega, da je otrok recimo sposoben hoditi. No in na tej osnovi potem seveda razvoj vsega tega, kar se mi danes pogovarjamo. No, to je to tako imenovano zrcaljenje, ampak tudi to, kar smo prej rekli, naši možgani so dialog. Ves čas smo v dialogu z okoljem, z ljudmi, ki jih srečamo, s katerimi komuniciramo, ki jih gledamo in drugim živimi bitji in pa stvarmi. Zakaj je za pač naš socialni razvoj tako pomembno? Zato, ker če želimo preživeti kot ljudje, oziroma če smo hoteli preživeti kot ljudje, smo morali razumeti aktivnosti drugih. To je osnova za tako imenovano razvoj socialnega neke družbe, ne? Ta socialna komunikacija in socialna organizacija. Da bi družba lahko kot skupina preživela, morajo ti posamezniki na neki ravni seveda razumeti drug drugega, hotenja drug drugega, aktivnosti drug drugega, namene in tako naprej. Kot rečeno, je ta imitacija enih osnov pri učenju in razvoju. O navezanosti smo že govorili, skratka, ta občutek varnosti. Ampak glejte, zdaj seveda otrok pride z nekim tem čustvenim razvojem ali pa z nekim stilom navezanosti že v vrtec k vam. Zelo pomembno je, da mi vsi, ki se potem ukvarjamo s temi otroki in družinami, vemo, da tudi pri svojem delu moramo najprej to vzpostaviti. Prav, če vi ne boste mogli vzpostaviti te navezanosti ali pa zdravega stila tega attachmenta za otroki, potem boste zelo težko jih karkoli drugega naučili in imeli nek vpliv na njih. Tako da to je tista osnova vsega, kar delamo, ne samo v družini, ampak tudi v vseh teh okoljih, kjer obravnavamo te otroke. No, to smo rekli, ta socialna inteligentnost in empatija, ki je tako pomembna kot rezultat vsega tega, kar smo zdaj povedali. Se pravi, od zdrave navezanosti do skupne vezane pozornosti, govora, jezika, razvoja abstraktnega mišljenja in potem sposobnosti, da se lahko poistovetimo drug z drugim. Kajti tega področja se mi običajno ne zavedamo, ampak ves čas, ko smo v odnosu z drugimi, ko komuniciramo z drugimi, izhajamo iz neke skupne platforme. In to je lahko problem pri otrocih s posebnimi potrebami, da niso razvili te skupne platforme. Se pravi, tukaj pride do te diskomunikacije, ker govorite vi in on, vsak nek svoj jezik, ki ga lahko ne razumete. In tega se je pač treba zavedati, ne? Ker, kot rečeno, mi pristopamo sicer do ljudi, kot da so pač določene stvari same po sebi umevne. Pri otrocih s posebnimi potrebami ni tako. Niso stvari same po sebi umevne in moramo ves čas v bistvu preverjati, ves čas ozaveščati, kaj se dogaja, da morda otrok ne ve, o čem mi govorimo, da ne razume naših navodil in da pač moramo stopiti korak nazaj in mu morda predstaviti tisto, kar želimo, na drug način. Se pravi, to smo že rekli, zasloni, drugačne okoliščine in izkušnje prinesejo pred te otroke, s katerimi žal v teh socialnih, realnih okoliščinah potem kaj dosti ne morejo narediti. Naši možgani pa na iluzijo odgovorijo oziroma reagirajo podobno kot na realen dogodek. No, to je ta nova realnost.
ki je zame osebno zelo zaskrbljujoča, ker dobivam čedalje več otrok po pretirani uporabi zaslonov in vidim, kakšen vpliv ima to na njihov razvoj. In pa seveda pretirana uporaba zaslonov pri starših. A veste, kolikokrat imam jaz to situacijo, ko gledam, kako se obnašajo te družine v čakalnici, otrok nori okrog, starš gleda v svoj mobilni telefon in ga niti ne zanima, kaj se z otrokom dogaja. Tudi če pride v neko tuje okolje, ker vemo, da je velik izziv za otroka. Seveda je, če so pretirano uporabljeni zasloni, bistveno manj igre. Mi vemo, da mora biti vsaj 2 uri igre na dan za nek zdrav razvoj in otroci seveda, ki danes v teh družinah, ki smo jih omenili, velikokrat ne preživijo tega časa ob igri, ker kot rečeno so druge prioritete. Igra je osnovna aktivnost, skozi katere se otrok uči tako gibalnih veščin kot komunikacije, socializacije, kognicije, se pravi duševni razvoj, akademske veščine, ustvarjalnost in pa seveda tudi čustveno kontrolo. In raziskave so pokazale, da je uporaba zaslonov v povezavi z tako imenovanimi slabšimi rezultati na razvojnih testih, upočasnjenim razvojem govora, motnjo aktivnosti in pozornosti, slabšo akademsko učinkovitostjo in strukturnimi spremembami v možganih. Zdaj, za otroke s posebnimi potrebami je to še večji izziv. Zakaj? Zaradi tega, ker imajo običajno več težav tako na področju emocionalne kontrole kot socializacije in kot rečeno jih starši velikokrat dajo pred zaslon, zato da imajo malo miru. Velikokrat je res to čist preživetvena strategija, ko mi mame rečejo, ja, da lahko vsaj nekaj naredim, pač ga dam pred risanko. Zato, ker se pravi, običajno se manj družijo in imajo manj drugih aktivnosti, imajo lahko tudi bolj usmerjen interes za tehnologijo in računalništvo, da jim to področje tehnike tudi je njihovo običajno močno področje. Zakaj? Zato, ker jim je lažje razumljivo, ker je bolj predvidljivo. In pa, kot rečeno, je na teh področjih, v družinah, kjer imajo otroke s posebnimi potrebami, tudi več tako socialnih kot tudi drugih stisk. In so zasloni potem neka bypass. Zdaj, recimo, tlele sem dala en kliničen primer, a veste, kot rečeno, to ni več izjema. Jaz dobim v vsaki ambulanti vsaj kakšnega otroka, kjer sumim, da je pretirana uporaba zaslonov bistveno pripomogla k slabšemu razvoju na vsaj nekaterih področjih. Običajno je pomemben zaostanek na področju govora jezika, šibka tudi nebesedna komunikacija. Kot rečeno, bolj govorijo angleško kot slovensko. To so dezorganizirani otroci, nemirni. In bi lahko rekli, da je seveda tak otrok danes, bi mu lahko rekli, zanemarjen v tem smislu, kot smo rekli, da nima dovolj teh izkušenj in tega varnega okolja za zdrav razvoj na teh področjih, ki jih omenjam. To sem že tudi omenila, da je v družbi prišlo v zadnjih desetletjih do enormnih sprememb, manj varnosti na področju dela in pa socialna razgradnja na vseh področjih. Razkroj družbenih struktur, spoštovanje družbenih pravil, tradicionalne vrednote so se ošibile, nimamo pa še postavljenih nekih novih, ponotranjenih. Razvoj je šel v smer individualizma in narcisizma in pravzaprav tako okolje je zelo nehvaležno, pa bistveno manj primerno za razvoj zdravih družin, za razvoj zdravega starševstva in za zdrav razvoj otrok. Ampak moramo omeniti tudi starše in sorojence pred zasloni. Zdaj, velikokrat tudi najbrž sami imate to izkušnjo, greste v restavracijo, vidite celo družino pred zasloni, vsak pred svojim,
In seveda tisto, kar sem prej rekla, da zdrava navezanost vsebuje razumevanje potreb otrok in tudi, da jim na osnovi teh potreb, prepoznanih potreb pristopimo, seveda v teh razmerah teh zaslonov to ni možno. Tako da seveda v takih družinah bistveno nastrada potem ta zdrava navezanost, čustvena. Zdaj, jaz sem v vseh teh letih, ko se ukvarjam z otroci s posebnimi potrebami, to je pa večina mojega profesionalnega življenja, vidim čedalje bolj, kako pomembno je delo s starši. Da so starši pravzaprav ključni, ker če vi ne zmorete, ne znate starša pritegniti in mu povečati, izboljšati razumevanje, zakaj gre pri vedenju njihovih otrok, kakšne so potrebe njihovih otrok, kako tudi potem te potrebe naslavljati, potem kaj dosti niste naredili. Ker vendarle so otroci doma več ur in je zelo pomembno, kako je to okolje za njih ali spodbudno, ali pravzaprav jim ne daje teh izkušenj, ki so pomembne za zdrav razvoj. Zdaj, običajno seveda se na to delo starši pozablja oziroma vsi mi, ki delamo na področju posebnih potreb, niti nimamo kapacitet, ne takih, ne drugačnih, za bolj poglobljeno in bolj intenzivno, sistematično delo s starši, kar je škoda, ker mislim, če bomo hoteli neko kvalitativno spremembo na tem področju, bomo morali bistveno več se ukvarjati starši in kot rečeno opolnomočiti za delo z njihovimi otroki, vseeno vzgajanje otrok s posebnimi potrebami drugačno kot zdravih otrok, ampak osebno mislim, da tudi vzgajanje zdravih otrok je že velika težava ratala. Zdaj, če gremo še malo na vrtce in na vas vzgojiteljice, jaz osebno vedno priporočam, da se otrok čim prej vključi v vrtec. Posebno se pravim pri otroku s posebnimi potrebami. Posebno še v tistih družinah, kjer vidim, da otrok nima pravih spodbud in da starši pravzaprav slabo razumejo njegove potrebe, ali ne zmorejo, ali ne znajo, ne gre za to, da ne bi želeli. Posebno takrat je zelo pomembno, da gre otrok čim prej v vrtec. Je pa tako, da predvsem pri teh priseljencih, priseljenih družinah, se ta vključitev v vrtec lahko zelo zamakne, tudi zaradi njihovih, kot rečeno, socialne situacije, tako da tam moramo biti še posebej, potem se angažirati, da res razumejo, da je pomembno, da gre čim prej v vrtec. Se pravi, to je izrednega pomena za njihovo socializacijo, za razvoj akademskih veščin in tudi teh prilagoditvenih spretnosti. Zdaj, če se še malo ustavimo na področju izzivov za vas, vzgojitelje, zdaj gotovo je en izmed moje bistvenih znanje. Zdaj sama tudi poučujem na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, sicer nimam pregleda nad vsemi kurikulumi, ampak mislim, da vzgojiteljice danes praktično ne dobite skoraj nič ali pa zelo malo znanja o otrocih s posebnimi potrebami. Drugo je, jaz učim specialne pedagoginje, tam je relativno dosti oziroma na določenih področjih zdaj razvijamo, ampak vi vzgojiteljice pa praktično ne dobite znanja o tem, kako niti teoretskega, kaj šele o tem, kako delati s temi otroki, ki so posebni. Jih imate pa zdaj v vsaki skupini več teh otrok in to različnih.
Torej, velika skupina je tudi velik izziv. Zdaj pri teh malčkih so še manjše, ampak potem, naprimer, tam od 3 let naprej so pa to velike skupine in si je težko predstavljati, kako v taki veliki skupini zadostiti potrebam vseh teh otrok, predvsem teh posebnih. Sam kurikulum ni namenjen učenju teh šibkih področjih, ki sem jih prej omenila, ki jih imajo ti otroci s posebnimi potrebami, se pravi, da bi se posebej še ukvarjali z njihovo samostojnostjo, skrbjo zase. 3-4-letnik mora biti le samostojen, ti otroci s posebnimi potrebami pa običajno niso še, lahko so še v plenicah in tako naprej. Tako da sam kurikulum ne dopušča, da bi se zdaj več z njimi ukvarjali. Zdaj, kot rečeno, so ti otroci so različni, ko imate hiperaktivnega otroka, potem otroka z avtizmom, zgornjo jezikovno motnjo, skratka, ali pa gluhega, slepega, imajo različne potrebe. In kot rečeno, ste v nekem miljeju, nekih možnosti, tako kadrovskih kot organizacijskih, in potem še posebej izziv, seveda, starši otrok s posebnimi potrebami, ki so velikokrat tudi starši s posebnimi potrebami. Zdaj, te otroke se običajno usmerja v predšolske programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki pa jo seveda, kadar ima otrok pomembne težave, ni dovolj, 2 uri na teden je dovolj morda za nekega otroka, ki ima normalen duševni razvoj, pa ima ob tem govorno jezikovno motnjo ali ima avtistično motnjo. Pri večini teh otrok pa pravzaprav je to minimalno. To je zdaj, težko rečem, od katerega leta, so 1 uro še zmanjšali, predtem je bilo 3 ure na teden, potem je 1 ura se spremenila v svetovalno, ki pa pravzaprav nič kaj dosti ne pomeni, običajno se niti ne ve, kaj je zdaj s to svetovalno uro. Zdaj, seveda, tukaj na tem področju je še nekaj rezerv. Zdaj, eno je seveda znanje, odvisno, kot bomo potem videli, tudi od vodstva, koliko vas podpira in tudi koliko je kakšna od vas pripravljena vložiti še v dodatno izobraževanje. Zdaj, kar se skupin tiče, imamo zdaj nekaj variant, predvsem v 3 mestih so v teh centrih za sluh in govor, v Ljubljani še dodatne druge manjše skupine za te otroke s posebnimi potrebami, ne govorim samo o razvojnih oddelkih, ampak tudi o drugih programih, ki so za te otroke, tako da nekaj variant je na to temo. Tako da potem organizacijske in kadrovske možnosti. Naprimer, vidim, da mi omogočamo tudi za te otroke, ki jih obravnavamo v naši ambulanti, omogočamo time, tako z vrtci kot potem šolami. In seveda tle vidim še rezervo, predvsem v sodelovanju vseh teh, ki ste vključeni v izobraževanje in vzgojo teh otrok. Če se seveda vzgojiteljica bolj tesno poveže z izvajalko dodatne strokovne pomoči in pa svetovalno delavko, se da bistveno več narediti, kot sicer, pa seveda, če ima podporo vodstva, kar je pa ključno. Kot rečeno, starši otrok s posebnimi potrebami so izziv in na tem področju je tudi boljše, če je tim skupaj deluje, da niste sami, da ni vzgojiteljica sama pred starši in nekim v sendviču med vodstvom in starši, ampak da tukaj tudi pomaga ta timski pristop, da se ta obremenitev nekoliko porazdeli. Zdaj, kaj lahko še vzgojiteljica naredi na tem področju? Torej, lahko rečem, da neka skupna točka vsem tem otrokom s posebnimi potrebami, ki sem jih naštela, je, da so manj organizirani, tako prostorsko kot časovno. Da delujejo neorganizirano, dizorganizirano, da se ne znajdejo, tako v času kot prostoru ne.
In tukaj na tej strukturi, boljši prostorski in časovni strukturi, se da še veliko narediti. Zdaj, včasih se poslužujemo tudi vizualnih opor, da otroku povečamo to strukturo, da mu je bolj jasno, kaj čemu sledi. Z vizualno oporo lahko tudi označimo določene prostore v recimo igralnici, da je točno jasno, kje se je, kje se igra. Lahko, da mora imeti tak otrok tudi svoj kotiček, kamor se lahko umiri. Tako da to so pač te večja prostorska struktura, ne. Časovna pa z urniki in tako naprej, in tudi izboljšamo to predvidljivost, to znajdenje tega otroka kot rečeno, v času in prostoru, ker tega običajno nimajo ponotranjeno na tak način kot zdravi otroci. Zelo pomembno so jasna pravila in meje, to, kar sem že prej pri starševstvu povedala, ampak to velja pa za vse, s katerimi se srečujejo ti otroci. Spet zaradi tega, ker sami težje prepoznavajo ta nenapisana pravila v naši komunikaciji, v naši kulturi, kot rečeno že prej, ni nič samo po sebi pomembnega. Te skupne platforme, ki jo mi nekako, ki se je ne zavedamo, ki jo pa vedno nezavedno predvidevamo, ko komuniciramo z nekom, tukaj običajno ni. Se pravi, mora priti od zunaj več te jasnosti, da se točno ve, kaj je prav in kaj ne. Tudi tukaj se velikokrat poslužujemo vizualne opore, da otrokom slikovno prikažemo določena pravila, ki so v skupini. In velikokrat je to pravzaprav v korist vsem otrokom, ne samo tem s posebnimi potrebami. Zelo pomembno je, da je konkreten in jasen jezik. Mi se velikokrat šalimo, šala pa heci so tudi, recimo, zdravi otroci imajo radi take vzgojitelje, ki se malo pohecajo. Pri otrocih s posebnimi potrebami pa lahko velikokrat to pomeni neko frustracijo, ker ne razumejo tega heca in si ga drugače razlagajo. Tako da konkretna, jasna navodila, enostavna navodila, če vidimo, da ima otrok težave z razumevanjem, se pravi, tukaj način komunikacije je zelo pomemben. In nazadnje sem tisto napisala, kar pravzaprav bi morala prvo, kot sem že rekla, če v skupini vzgojiteljica ne oblikuje tega toplega okolja, srčnega okolja, tega sprejetosti, to, da ima vsak otrok nekako ta občutek, da je varen v tistem okolju, brez tega bo zelo težko karkoli narediti od teh drugih stvari, ki sem jih prej omenila. Tako da to je pravzaprav tisto najpomembnejše, potem se pa začne še bolj konkretno učenje. Kot sem že rekla, timsko sodelovanje je izredno pomembno, na tak način pride do boljših rešitev, pa predvsem tudi do te razbremenitve, da ni vse na enem, da ni prevelikega pritiska na enem. To je v pomoč sodelovanju starši in pa, kot rečeno, pomen podpore vodstva, ne samo kar se tiče izobraževanja, ampak tudi podpora v teh izzivih, v teh težjih časih, ki jih imate vzgojiteljice, tako z otroki, kot tudi z njihovimi starši, sodelavci in tako naprej. Pravzaprav bi vsi, ki se ukvarjamo, ki delamo na tem področju ali izobraževanja ali zdravstva, morali imeti tudi supervizijo, da bi tudi mi sami imeli podporo in tudi vodenje strani še nekoga drugega, tretje osebe. Zdaj seveda bi se lahko pogovarjali tudi o pomenu teh drugih podpornih sistemov, od Zavoda za šolstvo do ministrstva, ampak to je že druga tema, ki pa seveda ni nepomembna, to vpliva na vse nas, ki se pač bolj na tej
operativni ravni ukvarjamo z otroci s posebnimi potrebami, ampak čas je potekal, tako da, kot rečeno, želela sem, da bi dobili morda malo boljši vpogled, kaj je pomembno za ta zgodnji razvoj pri otroku, kako vi lahko pomagate. Gotovo nismo pokrili vseh tem, ki vas žulijo, ampak saj bo še kdaj priložnost. Jaz vam lepo zahvaljujem za vašo pozornost, vas lepo pozdravljam in želim vse dobro, kjerkoli ste že. Hvala.